Zbiranje predlogov za projekte, ki bi bili izvedeni v okviru participativnega proračuna, se bo začelo izvajati v 2 mestnih četrtih, torej v Novi vasi in na Taboru. Potem pa sledijo še Radvanje, Razvanje, Limbuš in Pekre. Ves postopek glasovanja bi bil zaključen do priprave proračuna za leto 2019. Občani Nove vasi in Tabora so torej zdaj na potezi, da predlagajo projekte. Dni dajajo pobude, vse je na portalu objavljeno, potem se to razvrsti po uradih, na katero področje spada komunala, kultura, šolstvo. Oni pogledajo, ali so stvari zakonite, ali jih občina sploh lahko izvaja, potem ali so izvedljive in se potem seveda uvrstijo za glasovanje, ki bo potem potekalo ob določenem terminu, v katerem bodo krajani obveščeni na sedežu mestne četrti. Pilotni projekt participativnega proračuna, ki je v teku za mestno četrt Radvanje, je bil drugačen v samem postopku. V drugem koraku izvedbe participativnega proračuna je razlika v tem, da je sedaj upoštevana pravna podlaga po zakonu o lokalni samoupravi, o vseh finančnih zadevah presojajo in odločajo sveti mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Takrat je kot pilotni projekt sicer tekel direktno in je potem vodila služba mestnega sveta, sam pilotni projekt, sedaj pa je v skladu z našo zakonodajo in svetom Evrope, to na nivoju mestnih četrti, ki vodijo sam postopek, njihovi tajniki, ki imajo podporo, zbirajo podatke, izvedejo glasovanje in potem tudi to obravnavajo in potrdijo. Zdaj imajo izdelan protokol za celotno mestno občino Maribor. Protokol je pripravljen operativno, da se lahko na nivoju celotne mestne občine Maribor prične izvajati, seveda pa v tem trenutku, ker zakonska podlaga ne predpisuje obvezno izvajanje, odločajo sveti mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Pričakujem tudi, da bojo posamezni sveti mestnih četrti in krajevnih skupnosti morda, če bodo želeli, lahko dali na glasovanje ljudem tudi svoje prioritete, ki jih sicer sporočajo v proračun in bojo dosegli to potrditev. V mestni četrti Nova vas krajani že zdaj večkrat predlagajo kak projekt ali pa pridejo na sedež četrti z vprašanji, kaj se da storiti. Krajani prihajajo, vprašajo, zakaj to ni narejeno, in potem bi rekel, tajnica me pravočasno tudi informira o teh, bi rekel, povprašanje krajanov pa to, in bi rekel, da to mi tudi prenesemo naprej, bi rekel, na svet mestnih četrti in potem za spletom tudi damo na občino. Tudi zaradi aktivnosti krajanov in krajank predsednik četrti predvideva, da bo projekt zadovoljivo stekel. Pa gledajte, to smo na svetu mestnih četrti, bi rekel, ko smo se odločili, da gremo naprej z sklepom, da nadaljujemo v tem participativnem proračunu, voljo imamo in upamo, da bo to boljše, zdaj pa dajmo čas v čas. Za vse zainteresirane je na spletni strani mestne občine Maribor pripravljen tudi portal Participativni proračun v mestni občini Maribor. Z vso razlago, kaj participativni proračun sploh je, kako lahko posamezni občan ali občanka predlaga projekt, ki naj bi izboljšal kakovost življenja v mestni četrti ali krajevni skupnosti. Preko samega portala pa lahko tudi dejansko predlagate projekt.